Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Rovi pod Starim Kranjem so dobro poznani kot podzemni del Kranja. Manj znano pa je dejstvo, da se v okolici Kranja nahaja kar nekaj naravnih jam. Ena izmed njih je jama Tular, ki jo je leta 1689 opisal že Janez Vajkard Valvazor. Speleobiolog Marko Ljančič je leta 1960 za klonični del jame preuredil jamski laboratorij in vanj naselil prvo kolonijo človeške ribice. Laboratorij danes vodi njegov sin Gregor Ljančič in veseli so, da so v sodelovanju z mestno občino Kranj odprli informacijski center za varstvo človeške ribice, da bo ta živa zgodba služila za osveščanje in izobraževanje javnosti. Dober dan, najlepša hvala za te spodbudne besede. Ena spodbuda z besedami, pa tudi z tem novim infocentrom je tisto, kar tudi najbolj potrebujemo, da bi lahko uresničili vizijo mojega očeta, ko je leta 60 začel z urejanjem jamskega laboratorija Tular v jami Tular. Je ta naša, predstavlja našo temeljno dejavnost, to je opazovanje človeške ribice v polnaravnih razmerah, in to je bilo tisto, kar je oče želel urediti v naravi, tam, kjer živijo, tudi več kot 300 metrov globoko v podzemlju, so še danes po več kot 60 letih ravno tako težko ali pa skoraj nedostopne človeku in v jamskih laboratorijih. Res smo ponosni, da nam je uspelo dobiti to pomembno mesto, infocenter, Sosprotius. Zdaj, če rečemo najprej to, da imamo drugi v Sloveniji, kjer si lahko gledate človeško ribico v živo, je to kar je tak zelo pomemben dosežek. Zdaj, ta človeška ribica, da bomo preveč dolgovezal, je že pač povedal gospod Ljančič, se bomo prikazovala na nek drugačen, trajnosten način. Ve se, da bodo pač vsa sredstva, ki jih bomo zbrali s prikazovanjem, dejansko vložena v raziskave in pa varovanje tega res zanimivega, skrivnostnega, zaenkrat predvsem skrivnostnega bitja. In prav vesel sem, da ljudje oziroma svet na ta način spoznava tudi vlogo človeške ribice v našem okolju. Veste, da je Kranj, res se trudimo na to, da bi do leta 2030 dosegali ogljično nevtralnost. No, danes smo pa zdaj tukaj pri človeški ribici. Jaz mislim, da bi glavno besedo dali seveda Gregetu. Mi imamo zvečer, smo povabili tudi nekaj kranjskih gospodarstvenikov, na katere računamo, da nam bodo pri promociji te človeške ribice pomagali. Lahko sam to povem, da smo to človeško ribico povezali še z enim dogodkom, in sicer izdali smo nezamenljiv žeton oziroma NFT, tako imenovan NFT. Stari ste pa kupili take. To so od Zavoda za turizem. A zbili smo mi krivi.